Mir z vami, prav lepo pozdravljeni. Smo kristjani v času Adventa, ko pričakujemo njega, ki je luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Tako kristjani izpovedujemo v veroizpovedi in prav zato je ta čas velikega hrepenenja in pričakovanja. Letošnja adventna akcija znotraj akcije Deli Jezusa ima naslov Adventni vodič k Jezusu. In znotraj te akcije ste že razmišljali o najprej starozaveznih voditeljih, očakih in pravimo, ki so torej starozavezno ljudstvo vodili, obračali proti Bogu. Potem ste razmišljali o prerokih, o tistih, ki so v stari zavezi s svojimi spisi, svojim voditeljstvom, pa tudi za svojim tožiteljstvom. Ljudstvo pripravljeno na to, da bi se usmerili k Mesiju in bi ga tudi bili sposobni sprejeti, tako da bi mu pripravili pot, da bi Gospod lahko prišel med njih. No, današnji nagovor pa je namenjen temu in rad bi spregovoril o apostolih. O besedi apostol verjetno pomisliš na ribiča in to ni sploh nič čudnega. Res je, prvi apostoli, ki jih je v Novi zavezi poklical sam Jezus Kristus, so bili, vemo, ribiči ob Galilejskem jezeru. Še več, ne samo ti štirje, Peter, Andrej, Jakob in Janez, ki jih je Jezus poklical. Iz nadaljnjih evangelijev vemo, kar 7 Jezusovih učencev je posredno ali pa neposredno, preden so postali apostoli, opravljalo službo ribiča. Torej so bili ribiči, preden jih je Jezus poklical, da bi hodili za njim, kakor jim je naročil, in postali torej ribiči ljudi, druge vodili k Jezusu Kristusu. Si se kdaj vprašal, zakaj so apostoli, po pravilu torej novozavezni oznanjevalci, voditelji k Jezusu, bili ribiči? To je dobro vprašanje. Starozavezni voditelji so bili namreč večinoma pastirji. In če pomisliš, pastir je kdo? Pastir je nekdo, ki ima svojo čredo, ima palico v roki, gorjačo, pozna pašnike, pozna poti do pašnikov. Torej, pastir je nekdo, ki ima neko moč, oblast in hkrati ima precej dober nadzor. Sam lahko dobro nadzoruje situacijo, vodi čredo, ki mu je zaupana. Ribič je precej drugačnem položaju. Ribič lahko ima popolno opremo, čudovit čoln, pripravljen, opremljen, dobre pripravljene mreže, lahko ima dobre posode, lahko se zelo dobro spozna na vremenske razmere, pozna tokove v morju, jezeru, ima dobro znanje. Ampak še vedno, ko odpluje na globoko, vrže tam svoje mreže, je še vedno zelo malo od njega odvisno, koliko rib bo prav zares prišlo v to mrežo. Ribič lahko vse naredi zelo dobro, popolno, pa so mreže vendarle prazne. In to vemo iz evangelijev, zaradi tega, ker sami evangeliji opisujejo, da so ti galilejski ribiči svoje mreže imeli velikokrat prazne. Kaj nam to sporoča? To nam sporoča, da je apostol, novozavezni apostol, tisti, ki usmerja k Jezusu Kristusu, lahko taki se zaveda, da je ribič, taki se zaveda, da je uspeh njegovega dela, njegovega poslanstva odvisen, gotovo tudi od njegove aktivnosti, ampak najbolj je rezultat odvisen od Boga, od njegovega blagoslova. Gospod je tisti, ki daje sad njegovemu delu. Apostol je tisti, torej, ki se zaveda, da je najprej poklican k njemu, da je najprej poklican temu, da bi živel z njim. Apostol je tisti, z drugimi besedami, ki se zaveda, da živi v senci Gospoda, da je sam v senci in da je luč pred njim. In da sam ni izvor luči, ampak da lahko luč samo ujame, zajame in jo odseva tudi drugim. To pomeni biti apostol Jezusa Kristusa. In galilejski ribiči, torej prvi apostoli, danes so pokopani. To pomeni, fizično jih ni več med nami, da bi oddajali svetlobo, ampak obstajajo drugi svetilniki, obstajajo svetniki, obstajajo tudi drugi ljudje, ki so se zares postavili k Gospodu, ujeli njegovo luč, se je pustili zajeti, obogatiti in so to luč odsevali tudi v svet. Bi rad imel vodiča k Jezusu Kristusu?
Poznaš dobro kakšnega apostola, njegovo besedo, poznaš kakšnega svetnika, njegovo življenje. To so ljudje, ki so bili pri luči. In če bi rad tudi ti prišel tja, k luči od luči, sledi njim, tem vodnikom, vodičem, apostolom, svetnikom.